Dragi gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Ta konec tedna je Zgornjesavska dolina gostila najboljše alpske smučarke sveta. Zlata lisica je bila iz Maribora namreč prestavljena v Kranjsko goro oziroma na poligonsko strmino v Podkorenu. Od tekmovalk je bila tega zagotovo najbolj vesela domačinka Meta Hrovat. Vidimo na strmini, smo še posebej glasni. 29 stotink sekunde. To je četrti umestni čas. Najhitrejša med vsemi je bila v srednjem delu Meta Hrovat. Zdaj pa v cilju in je tretja. In že na štartu sobotnega veleslaloma je bila Meta zelo dobro razpoložena, kot da bi slutila, da je to njen veliki dan. Gleda odlično. Ledena, ne, ni ledena. Dobra podlaga, ful je dobro. Po prvi vožnji je bila Meta tretja, kar je bil odličen obet za drugo preizkušnjo na domačem terenu, dobesedno pred hišnim pragom. Meta je še v drugo pokazala svojo borbenost, ki se je še kako izplačala. Je, 0-0. Ja, 0-0. Skoli nas so sto. Bravo. Dobro, tretja bo. Ja. Na koncu je stopila na zmagovalni oder, bila je izvrstna tretja. Podelitev včeraj res osebno, čustveno, neverjetno doživetje. Organizatorji so me prosili, da skupaj z gospodom Arsenovičem, županom Maribora, podeliva tretje mesto, ki je bila deljena na dva, in Meti sem podelil jaz. Ponosen, da lahko kot župan v domači občini na tekmovanju najvišjega ranga podelim svoji hčeri mesto na podiumu, ki vemo, da ni enostavno. V bistvu dve stvari sta se poklopile v življenju in pač zelo lep dogodek in nabit čustvi. Ja. Bravo, Meta doma. Hiter objem, nekaj pa polupčke. Janez! Zlata lisica je za Kranjsko goro z vidika promocije destinacije izjemnega pomena, predstavlja pa velik organizacijski zalogaj in terja veliko truda za pripravo. Tako kranjskogorski kot mariborski organizatorji pa so znova dokazali, da znajo stopiti skupaj in v kratkem času pripraviti odličen teren za smučarke. Ja, ko smo prijeli novico, da se Zlata lisica seli v Kranjsko goro, nam rekel, da smo bili veseli, ne? Ampak smo rekli, bomo pomagali Štajercem. Izreden, kratek čas, odziven, zorganizirati vso moštvo za delo. Vreme nam je bilo majhen naklonjen in smo rekli, poglej, če Kitajci v 11 dneh naredijo bolnico, bomo pa mi tudi tekmo v 3 dneh naredili oziroma pripravili. Tako da nam je ratal na vrhunskem nivoju organizirati in pripraviti teren. Vzdušje je bilo fantastično, mislim, da smo lahko zadovoljni vsi skupaj. Pozna se naše večletno sodelovanje z Mariborom in če jih bomo rabili mi v Kranjski gori, jih bomo poklicali in se bojo z veseljem odzvali. Glejte, med tednom že, mi smo začeli torek zgodaj zjutraj, se pravi to, da smo pripravili praktično v 3 dneh, dobrih 3 dneh, vse to, kar je danes ali pa včeraj, kaj smo videli, je tako ali tako čudež in brez tega, da smo povezani, da nas je dost, tega ne more, se to ne more zgoditi tako hitro, ne? In nas je bilo recimo od torka dalje konstantno na sami progi med, bom rekel, 70 in 80 za zalivanje, za postavljanje mrež. Od petka dalje je pa ta številka narasla še za enkrat toliko, se pravi, skoraj, bom rekel, 150 do 200 ljudi je prisotnih na terenu in homogeno dela, tako da je vse to za te punce in da vse to teče tako, kot mora. Dobro sodelovanje z organizatorji iz Maribora, seveda tudi nenadejano reklamo
pomenijo dobre uvrstitve, ampak kljub vsemu Lisica paše v Maribor in želim si, da bi bila še večkrat organizirana v Mariboru in da če bo res treba, če se premakne v Kranjsko Goro, bomo pa seveda zmeraj na voljo. Navijači so seveda prišli iz vse Slovenije, niso pa manjkali niti Avstrijci, Italijani ter Slovaki. Tudi Zlata lisica je seveda za Kranjsko Goro velika promocija. Ker je letos potekala v času zimskih počitnic, ko so kapacitete v Zgornji Savski dolini skoraj polno zasedene, so smučarke večinoma nastanili na Bled. Ja, glede na to, da so počitnice, je bil sigurno to en velik izziv za nas. Verjetno ste že slišali, da so bile tudi nekatere tekmovalke stacionirane na Bledu. Ogromno imamo slovaških obiskovalcev, kar nekaj, naj bi jih bilo okoli 1000. Mi smo zelo veseli, da lahko pomagamo našim kolegom iz Maribora in priskočimo na pomoč in z našo karenško ekipo, ki organizira tudi pokal Vitrans, lahko takole sodelujemo in omogočimo v bistvu tako tekmo na slovenskih tleh. Mariborska Zlata lisica se je v 56 letih tokrat že 8. selila v Kranjsko Goro. Prvič se je to zgodilo leta 1976, nazadnje pa pred 2 letoma. Res je, Lisica je za nami. Izvedli smo eno zelo lepo prireditev, še lepši športni dogodek. Zgodilo se je to, kar smo pričakovali. Domača tekmovalka je šla navzgor, je šla na podij. Tudi danes imamo zelo solidne rezultate. Skratka, v imenu organizacijskega odbora, hkrati v imenu zagotovo Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora in pokala Vitrans, lahko rečem, vse je uspelo. Hvala vsem obiskovalcem in vsem tistim, ki so nam v tem kraju pomagali, ki so stali za odločitvijo FIS snežne kontrole, da se selimo v Kranjsko Goro. Zlata lisica pa je seboj v Kranjsko Goro prinesla tudi spremljajočo zabavo. V petek je bil najprej lisičkin apres ski žur z glasbenim gostom Lepim Dasom. V soboto je bil v Alpski vasici nostalgično obarvan dogodek, ki so ga poimenovali Zabava Zlate lisice. Nastopila je skupina Jugo Nostalgika. Kasneje je zvoki mešalke krmilo prevzel DJ Bučan, Klemen Bučan. Planinski vestnik, najstarejša še izhajajoča slovenska revija, ljubitelje gora razveseljuje že 125 let, od časa Jakoba Aljaža. Njegova prva številka je kot glasilo Slovenskega planinskega društva v Ljubljani išla 8. februarja leta 1895. Jubilejna februarska številka pa bo že 1289. Planinski vestnik je del narodnega bogatstva in kulturne dediščine ter najpopolnejši arhiv slovenskega planinstva. Uredniški odbor revije s sodelavci je ob 125. obletnici pripravil veselo igro Uredniki gredo v nebesa, ki so jo odigrali v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Ja, jaz bi tudi od svojih z lahkoto kakšnega kam poslal. Kako si neočakan, tipično za vas mlade neizkušene. Poslušaj me, Vladimir. Ja, ampak... Samo poslušaj. V redu, sem že tiho. Zdaj glas iz onstranstva živim govori, modrosti stare podeliti jim želi. Umolkni, poslušaj, kaj izkušnje govore, naj glas razuma olajša ti gorje. Pred 125 leti, Vladimir,
bi se kaj hitro utegnilo zgoditi, da bi se naš planinski vestnik, če bi sploh smel izhajati, imenoval Das Bergblatt in bi ga izdajal nemški Alpinverein. Pisati zanj je bilo nevarno. Planinski vestnik torej velja za najstarejšo slovensko revijo, ki še izhaja. Njegova prva številka je prišla med bralce februarja 1895. Mlado slovensko planinsko društvo je v letih preizkušanja narodove zavesti namreč potrebovalo povezovalno, izobraževalno in informativno poslanstvo, ki ga je vestnik načrtno uveljavljal med članstvom. Tak se je usidral v srce vseh, ki so v tem dolgem obdobju pomagali širiti planinsko zavest. Planinski vestnik danes predstavlja najpopolnejši zgodovinski arhiv slovenskega planinstva in tudi njegove krovne organizacije, Planinske zveze Slovenije. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. V času zimskih počitnic bodo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani za otroke pripravljali planinske ustvarjalnice. V četrtek ob 19:30 bo v knjižnici v Kranjski Gori predavanje Na severni tečaj z Natašo Briški. Potopisno predavanje Janeza Pretnarja po vzhodnji Afriki, najvišje afriške gore, bo v četrtek ob 19. v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Predavanje Iztoka Tomazina od Karavank do Himalaje in nazaj, alpinistično smučanje, bo v petek prav tako ob 19. Projekcija filma Suri bo na ogled v soboto, filma The Dawn Wall pa v nedeljo, obakrat ob 19. V soboto ob 20. bo v dvorani Vitrancu v Kranjski Gori na ogled komedija Slovenec in pol. Igrata Aleš Novak in Perica Jerkovič. V soboto od 15. do 17. bo pri večnamenski hišici v Gozdu Martuljku pustno rajanje, ki ga pripravlja turistično društvo Gozd Martuljek. Tradicionalno pustovanje na smučišču Mojstrana se začne v soboto ob 12. Takrat bo poleg glasbe organizirana tudi tekma spuščanja z zračnicami po smučišču, za najboljše maske pa bodo na voljo krofi in nagrade. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!